po katerem smo izbirali oziroma zasnovali pregled, je v bistvu, če ga samo na kratko nakažem, takšen. Izhodišče je tokrat v naši zbirki in tam, kjer naša zbirka ni bila, oziroma smo menili, da ni dovolj obsežna, da lahko predstavimo nekakšen opus ali pa zaključeno celoto, smo v sodelovanju povabili goste. Recimo, prva soba predstavlja impresionizem, prvo desetletje ustvarjanja in najpomembnejši zbirka na tem področju sta gotovo Narodna galerija v Ljubljani in Mestni muzej. V naslednji sobi se soočamo z ekspresionizmom, najmočnejših zbirki v slovenskem prostoru sta gotovo zbirki galerije Božidarja Nacisto-Stanjevice, pridružijo se pa tudi dela iz Pilonove galerije. Drugi ključ so pa partikularnosti oziroma posebnosti. Tako zasledimo posamezna dela, ki nas opozarjajo na določeno lokaliteto, nekaj, kar je značilno za posamezno področje ali pa zbirko in doslej ni bilo dovolj jasno ali pa pogosto krat izpostavljeno. Pri nas je takšna Jan Böttgen, ki ga predstavljamo kar z slikami in grafikami. Potem so pa mogoče tudi izbor nekaterih del, ki jih lahko potem zasledimo na ta način, da predstavlja pomemben opus posameznih zbirk v smislu dediščin, zapuščin. In skratka, vsi trije koncepti, oziroma še več konceptov, je pravzaprav ima za nalogo, oziroma želimo si, da bi v obiskovalcu spodbudilo dovolj zanimanja, da bi se podal na tek in raziskal vse te zbirke, oziroma obiskal vse, kar se tudi bilo gospodini. Načeloma smo pregled zasnovali časovno, vendar bolj kot časovni okvir so pomembni avtorske poetike in pa posebnosti samo zbirke. Tisto, kar bi še želela izpostaviti, je, da so prvič, torej marsikatera oziroma večina del se nahaja skupaj in s tem se odpira tudi nov prostor za dialoge, ki jih bomo pa uspešno tudi nadgrajevali za dodatnim programom. Nekaj tega programa je tudi že v vašem materialu. In naj zaključim še enim pomembnim segmentom, to je to, da smo želeli ves čas poudarjati tudi navezavo z sodobnostjo, zato recimo v prostoru, v katerem se nahajamo, se soočata prva slika, ki je najstarejša in tudi prva bila odkupljena za našo zbirko in nekako simbolično zadnje delo, ki je datira 17. decembra 1999, kjer nekako soočamo začetek in konec na več nivojih. Zbirka, novi koncepti zbiranja, ki nekako tudi uhajajo tradicionalnemu pojmovanju zbirke. Torej, še enkrat poudarek, razstava je razdeljena na dva dela, drugi del bi vam prosila z domova, da nam predstavi sam. V bistvu preselili v 11. nastopu zadnje nastope Slavije iz dveh razlogov. Želeli smo nekako simbolno, vsaj ob zaključku leta 2012, stopiti iz hiše v drug prostor, čeprav ne na drug breg Drave, kamor si želimo, ampak na drug prostor. In pa tudi zaradi tega, ker je enostavno v naši hiši zmanjkalo prostora. To je pač dejstvo. Že teh prvi del, se pravi 20. stoletja, je bilo izjemno težko gotovo umestiti. Bilo je tudi srečno naključje, kako smo prišli do Slavije, ki je ravno kar doživela obnovo, zasluge nekako za to, poleg lastnika Slavije, ki ima veliko željo, zadnje nadstropje tudi ohraniti za nek javni program, za nek program, ki bi bil odprt vsem v mestu, ker če ne drugega ponuja to zadnje nadstropje verjetno res najlepši razgled po mestu ali pa nekako kako, če si v zadnjem nadstropju Slavije vidiš, da to je mesto in da doživiš kot mesto z celo perspektivo. Je pa seveda nas nekako povezal s tem lastnikom mestni arhitekt Stojan Skelicki, ki je prišel k nam z enim drugim občinskim projektom, ki se na to ni realiziral, mi pa smo med sabo pripovezani in našli neko drugo možnost, idejo in, kot je Breda že povedala, zdaj za 6 mesecev gostujemo v tem nadstropju. Nam je uspelo na približno 400 kvadratnih metrov, koliko ima etaža, umestiti skoraj 30 umetnikov. Imamo
28 umetnikov, oziroma nekaj je tandemov, tako da štejemo osebe, imamo 30 umetnikov. Imamo poleg del 30 umetnikov še instalacijo v javnem prostoru, ki je vidna samo z 11. nadstropja Slavije. O tem bo Matej Andraž Vogrinčič povedal. In pa na otvoritvi nas čakata še 2 otvoritvena performanca, za katere pa avtorji ne želijo, da jih ne povemo, ne kdo je avtor, ne kaj se bo dogajalo. Tako da lepo vabljeni na otvoritev. Zdaj, izbor avtorjev je seveda povezan tudi z omejitvijo prostora. Se pravi, 400 kvadratov smo na koncu videli, da je dosti, da je to relativno velik prostor za predstavljanje sodobne umetnosti, je pa seveda toliko majhen, da gotovo je kakšen avtor tudi zaradi tega izpadel. Imena, ki jih najdemo v Slaviji, so imena, ki jim sledimo ali že vrsto let, pa so seveda zdaj v tem času še vedno tako pomembno aktivni in prodorni, da so vključeni, ali pa so to imena, ki so nova, ki so aktualna res samo v tem zadnjem desetletju, vendar so pomembna za iskanje nekih smernic, kam se bo umetnost razvijala, sodobna umetnost slovenska razvijala, kam se lahko razvija v prihodnosti. Dela, ki jih predstavljamo, sledijo nekako logiki 20. stoletja oziroma izboru tukaj. Izhajali smo ponovno iz naše zbirke oziroma želeli vključiti tudi dela iz drugih zbirk, to je predvsem seveda moderna galerija, vendar je ta segment pokrit razumljivo tako malo, ker se zgodovinjanje šele dogaja, da smo enostavno večina avtorjev morali povabiti z svojimi deli. Nekaj je del tam iz naše zbirke, nekaj jih je iz novih ulic in tako dalje, ampak večina del je del, ki so v lasti avtorjev ali pa privatnih zbirateljev, ki so dela že odkupili. Torej, ta sodoben del 21. stoletja ni tematska razstava, tudi ni neka razstava, ki išče oziroma se poigrava z mediji ali pa neke odgovore v smislu neke novo medijske umetnosti ali karkoli. Gre enostavno za pregled tistih del, ki so nekako se že ustalile v naši podzavesti, ki nekako že imajo zgodovino in predstavljajo slovensko vizualno umetnost 21. stoletja. Najmogoče samo 3 posebej ali pa neke mogoče zanimivosti še izpostavim. Zelo simptomatično za to obdobje je recimo, da kar tretjina avtorjev izmed teh, ki razstavljajo, stalno živi v tujini in to od Istanbula, Londona in Bruslja do zahodne in vzhodne ameriške obale. Tako da je ta internacionalizacija že prisotna tudi znotraj te stroge slovenske omejitve. Generacijsko ta 21. stoletje zajema avtorje, ki so že v svojih zrelih, ustvarjalno verjetno najboljših letih, kot so Vadim Friškin, Nika Špan, Petra Vag, Nataša Prosenc, do neke srednje mlade generacije vseeno preverjenih avtorjev, večinoma odličnih slikarjev in kiparjev, Žiga Karješ, Miha Štrukelj, Arjan Pregl, Saša Drabič, Tobias Putrih. To je izrazito mlade generacije, to je generacija v začetku svojih 30 let, ki s projektno usmerjenimi deli velikokrat izziva in provocira, kar od njih seveda tudi pričakujemo, kot so Jaša, Marko Žleb, Ištvan Kuzjan, Jasmina Civic. Med avtorji najdemo tudi najpomembnejša imena mariborskih ustvarjalcev, ki se nahajajo v zbirki UGM, vendar se predstavljajo večinoma ponovno tudi z drugimi deli, kar je povezano predvsem z tehničnimi prostorskimi omejitvami prostora. Naj mogoče samo zaključim s tem, da je ena izmed definicij kuratorstva razstave, da je to protest proti pozabi. Mislim pa, da dela, ki so v Slaviji v 11. nadstropju na ogled, že dolgo niso več ogrožena, da bi utonila v pozabo, če pa bodo za publiko še vedno presenečenje ali pa neko novo odkritje, pa bomo toliko bolj zadovoljni. Vabljeni v Slavijo v 11. nadstropje jutri.
Hvala.